S posebno novostjo pa se ta teden lahko pohvali tudi Slovenska pošta. Poleg prodaje revij, daril, žvečilnih gumijev, hitrih srečk in športnih stav je v svojo ponudbo dodala še 1543 storitev, ki jo trenutno ponuja. Gre za dostavo pošiljk z brezpilotnimi letalniki oziroma droni. Tako je dron dostavil paket poštarskemu domu na Vršiču. Gre za prvo poskusno brezpilotno dostavo pri nas. Glavno prednost pri uporabi dronov pošta vidi predvsem v optimiziranju logističnih poti, hitri dobavljivosti nujnih dobrin in materialov na težko dostopna in oddaljena področja. Oziroma po domače povedano, droni bodo pakete dostavljali v tiste vukojebine, v katerih je cesta preozka za poštarski kombi in prestrma za poštarski moped, kar pomeni 90% Slovenije. Kljub temu, da je pošta po novem sposobna dostave po zraku, pa to ne reši nekaterih logističnih težav. V Sloveniji smo po besedah strokovnjaka za brezpilotne sisteme še zelo daleč od takih dostav. Še vedno je namreč več vprašanj kot odgovorov. Če človek živi v stolpnici, kam bo dostavili? Če človek živi v hiši, bo paket kam prepuščen na vrt, na travo. Slovenska pošta pa ima že pripravljene odgovore na ta vprašanja, saj naj bi droni dostavljali na enak način kot poštarji. Torej, če živite v hiši, vam bo paket preprosto pustil pred vrati, če pa živite v stolpnici, pa vas bo dron obiskal ob najbolj nemogoči uri in vam nabiralniku pustil listek o neuspešni vročitvi. Simple kot pasol. Na tem mestu pa se lahko pohvalimo, saj smo z našo ekipo kot eni izmed prvih imeli priložnost testirati novo storitev in vam lahko prikažemo, kako bo prihodnje potekal sprejem paketov. Evo ga. Elo, hej! S prve ujel, to, da vidimo, če smo vse dobili. Da vidimo. Kje pa še en paket? Hvala lepa, Jernej, za tvojo požrtvovalnost. Želimo ti uspešno okrevanje. Smo imeli njega zavarovanega? Upam, da je s korespondenti tako kot z avti, pa nam pošlje nadomestnega. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.